njih, ima neko svojo zgodbo in neko super dobro prakso vključevanja mladih z manj priložnostmi. Mogoče ste opazili tudi, tlele so se nam pridružile 3 v bistvu IVS prostovoljke. Prej ste poslušali o Evropski prostovoljni službi, zdaj pa lahko dejansko opazujete njihovo delovanje v praksi. Namreč iz DZMP-ja iz Krškega so se v bistvu prijazno odzvali na naše vabilo in vse 3 prostovoljke so se tako odzvale in pač volontirale, pridajo posnet po našo okroglo mizo, kar pomeni, da bo potem tudi kasneje dostopno nekaj na spletu. So welcome. Okay. Drugače pa mogoče kar začnemo. Danes recimo z razliko od recimo prejšnje okrogle mize, ki smo imeli slab teden nazaj, ker je bila zasedba predvsem moška. Razpravljali smo na splošno mladinskem delu. Ampak očitno je vključevanje tako področje, ki se pogumijo tudi dekleta, punce, so bolj aktivne. Tako da ja, mogoče začnem. Na moji levi je Barbara Ničar iz Manipure. Lep pozdrav. Potem Blažen med ženami, Boštjan Kotnik iz centra Janeza Levca, Ljubljana. Potem Lana Cvikl iz Ekvatorja, Društvo za raziskovanje izkušenj kazni zapora. In potem, danes ste se že verjetno večkrat srečali z našo Roberto, programsko delavko, pristojno za vključevanje. Torej ja, če kar začnemo, spet rada bi poudarila, tudi z namenom smo tlele pred vami z kavami, vodami, ima kakšen tudi med vami, še vedno kakšno kavo blizu. Želimo, da je tudi ta del razprave, kar se da, sproščen, interaktiven, da poteka nekako, dobro, težko rečemo prav v metodi World Cafeja, ampak vseeno dobrodošli, povabljeni, da kadarkoli tudi vi naslovite kakšno vprašanje za naše goste. Tako da, ok, če začnemo za začetek, z ogrevanjem, mogoče recimo, da se res na kratko vsak od vas predstavi, kaj počne vaša organizacija, mogoče kakšna je vaša vloga, mogoče predvsem z vidika vključevanja mladih z manj priložnostmi. Barbara, če kar začneš. Ja, to je težko vprašanje. Mi smo, kako naj rečem, zelo majhna organizacija, ki se kar nekako zgodila. Takrat, ko smo jo ustanovila z možem, še niso vedela, kam bo vse to peljalo. In sicer smo ustanovila svojo to organizacijo zato, ker delava že koliko časa, 11 let z belgijskimi mladostniki, ki hodijo v Slovenijo na projekte izkustvenega učenja z namenom, da se umaknejo čisto iz svojega okolja in da imajo priložnost tukaj dobiti nove izkušnje, tako take praktične, ker bivajo pri gostiteljskih družinah in se potem vključijo v tisti proces, ki ga imajo v tisti družini, v delovni proces. Pa tudi zato, da imajo priložnost ene samorefleksije, pa tudi pogledati, kako odnosi v eni drugi družini potekajo. No, in ti projekti so zelo uspešni, imajo zelo velik učinek in potem sva mi dva, oziroma bolj jaz, sem razmišljala, kako zdaj kaj tazga ponuditi tudi slovenskim mladostnikom in počasi se je pojavil EVS. In smo začeli pač s pošiljanjem slovenskih mladih, potem smo seveda mogli tudi, če smo hoteli imeti partnerske organizacije, ki naše mlade sprejemajo, smo seveda mogli tudi mi njihove mlade začeti gostiti in to se je potem počasi vsako leto malo širilo. In smo prišli recimo v letošnjem letu do te točke, da se je bilo treba odločiti, ali vse skupaj nehati, ker je postalo preveč, ali pa pač pustiti tisto, ta drugo službo. In je bil res občutek, da bi bilo škoda to vse ostaviti pa nehati, ker zmeraj več mladih se na nas obrača po organizaciji, ki z njimi delajo, tako da smo naredila ta korak in potem pa zdaj prihajajo še nove in nove ideje. Kaj krasno. Okay, Boštjan, ti si zaposlen v eni dokaj ogromni organizaciji, Center za vključevanje, Center Janeza Levca, Ljubljana. Kakšna je pa vaša organizacija? Verjetno ima precejšnje specifike. Kakšna je tvoja vloga? Ja,
prav si v bistvu hotela povedati, Center za usposabljanje, izobraževanje in tako dalje daljše ime naše, na kratko Center Janeza Levca Ljubljana, pa tudi to se je spremenilo. Z januarjem smo šele center, prej smo bili zavod. Tako da ampak ključno je to, da smo to pač javna inštitucija, spadamo v šolski sistem, smo v bistvu šola, ampak ker gre tukaj za Ljubljano, ker je pravzaprav tukaj sedež, imamo v bistvu več šol. To pa niso čist navadne šole, ampak so šole mi rečemo, za otroke s posebnimi potrebami, se pravi konkretno z motnjo v duševnem razvoju. Mi rečemo, to je šola z 2 programoma, z nižjim izobrazbenim standardom, pa z tako imenovanim OVI programom, ki je še za rang nižje. Včasih so temu rekli tudi posebne šole ali pa šole s prilagojenim programom danes. Tako da v bistvu so to temelji, drugače pa v naši inštituciji oziroma v našem zavodu, šola, imamo še več od drugih stvari in oddelkov, med drugim imamo tudi varstveno-delovni center ali pa delovno-zaposlitveni center za odrasle, kjer so tudi jasno, da gre tukaj za odrasle z motnjo v duševnem razvoju. In pa tam je tudi veliko, do 30 let, zdaj se je zelo pomladil ta naš varstveno-delovni center, potem imamo tudi izobraževalni center po novem, 1 leto, pa moj oddelek za projektne dejavnosti, pa tudi če to ni vse, imamo še en oddelek z specialno mobilno službo, kjer imamo 40 mobilnih pedagogin in enega specialno mobilnega pedagoga, ki suportirajo dejansko otroke s posebnimi potrebami na rednih osnovnih šolah v Ljubljani in okolici. Torej, ko na hitro zelo velika, razvejana, pa še eno, to sem pozabil, dom imamo svoj, torej dom Janeza Levca tudi, kjer so notri mladostniki tako iz osnovne šole, kot iz srednješolskih programov. Tako da res smo ogromni, naš ravnatelj, tako sam rekla, večkrat reče, da smo kot dinozaver. Ampak o tem mogoče malo več kasneje, zakaj ravno dinozaver. Ja, drugače pa delamo jasno že več kot 10 let na projektih, kjer vključujemo otroke s posebnim potrebami, z motnjo v duševnem razvoju, pa tudi z drugimi, bom rekel, uverami, v raznorazne projektne dejavnosti. Ena izmed močnejših teh dejavnosti so tudi IVS, mladinske izmenjave, trening, kursi, usposabljanja in tako naprej, job shadowing in tako dalje. Tako da. Super, hvala. Ana, vi prihajate pa iz društva Ekvator. Nekaj sem prebrala, da ste to ime izbrali prav zaradi tega, ker dejansko se trudite vključevati 2 različna svetova, torej svet zapornikov na eni strani, pa svet pač ostalih. Ljudi morda kaj več o tem. Ja, v bistvu mi smo zelo mlado društvo, še 1 leto pa pol obstajamo in v njem se združujemo ljudje, ki nas zanima raziskovanje izkušnje kazni in zapora, torej predvsem pač delo v zaporih, in ta projekt Lesena predstava, ki smo ga delali v Prevzgojnem domu Radeče, je v bistvu bil naš prvi projekt sploh. V njega je bilo vključenih 9 prostovoljcev in kot udeležencev 14 mladostnikov v samem Prevzgojnem domu. Kje se pa mogoče porodila sploh ta izvorna ideja, da bi delali prav s to populacijo, torej zapornikov? V bistvu, jaz osebno sem že več let, imam to željo, sem že prej delala v zavodu na Igu in potem tam je bila ena zelo zagreta socialna pedagoginja, ki je to društvo ustanovila in je
povabila mene pa kolega zraven in tam je bilo pač še cel kup v bistvu drugih študentk socialne pedagogike. Ne znam če se razložiti, iz kje smo dobili to željo pač delati, ampak nekako zame osebno pač se mi zdi problem zaporov je, da se v njih pač res nič ne dogaja, da ljudje notri gnijajo, da jim je dolg čas in da bi bilo na tem področju treba delati drugače. Super. Lahko si projekte boš potem se malo kasneje predstavila. Potična ideja. Ok, Pol, če sklenemo krog z Roberto. Kot ste danes že večkrat slišali, sem na Nacionalni agenciji odgovorna pač za projekte vključevanja mladih z manj priložnostmi. Kaj to konkretno pomeni? Da spremljam, koliko takih projektov je, da spodbujam, da sem tista na Nacionalni agenciji, ki so delavce tudi skozi opozarjam na to, to je prioriteta. Strategija, ki jo je zjutraj direktor omenil, strategija vključevanja in raznolikosti, ki bo sprejeta strani Evropske komisije, je še toliko večji poudarek na tem in bomo mi kot Nacionalna agencija mogli uresničevati to strategijo, kar pomeni, da si Evropska unija želi do leta 2020, ko traja ta program, znatno znižati socialno izključenost. Kar pomeni, da je naša naloga kot članica, da to uresničujemo preko projektov Erasmus+. Je pa še to, da preden sem začela na Nacionalni agenciji delati kot zanimivost, ne vam povem, da sem delala v društvu Mozaik, ki se je ukvarjalo oziroma se še vedno ukvarja s populacijo beguncev, Romov, prosilcev za azil, torej zelo ranljivimi skupinami in smo se zelo uspešno vključevali v takratni program Mladi v akciji. Tako da lahko iz prve roke vam povem, da ima program res dobre učinke in zato mogoče tudi danes moja vloga na Nacionalni agenciji kot programska delavka, pač ki skrbi za to vključevanje. To na kratko. Ok, zdaj nekako približno vemo, kakšne organizacije imamo vsi za sabo, nekako. Pa če zdaj preidemo konkretnim projektnim idejam, ki so se porodile pri vas, mogoče opišete pretežno vaše začetke. Barbara, vi ste že omenili, da se ukvarjate predvsem z evropskim prostovoljstvom, vključevanjem mladih z manj priložnostmi. Kaj več? Tudi neke fotografije mogoče? Ja, malo sem pripravila en tak PowerPoint, tak s pretežno fotografijami, čist za vtis. Zdaj najdemo. Ja. Zdaj sem pač tukaj sam naštela pretežno, katere skupine mladih mi vključujemo, seveda ne samo te mlade, ampak imamo nekako razvito sodelovanje s temi institucijami, ki so tukaj navedene in njim absolutno dajemo prednost, ker jih smatramo kot zelo ranljive skupine. V letu 2011, se pravi, mi smo začeli z EVS-om leta 2008, ampak tako, kot sem prej rekla, smo najprej samo belgijske mlade gostili tudi v okviru EVS. Potem smo se počasi pogumili in leta 2011 smo recimo poslali eno prostovoljko v Estonijo, kjer imajo zelo luštne projekte. Potem smo šli na kar skupinski projekt na Sardinijo, 8 mladih. Pa z Makedonijo smo tudi začeli, ki je bila zelo zanimiva izkušnja, ker tukaj so bile take kulturne razlike, da ena prostovoljka je prišla čisto šokirana nazaj predčasno, ker je pač bolhe dobila. Pa nočem zdaj nečem, Makedonci so krasni, gostoljubni ljudje, ampak bila je pač na makedonskem podeželju, pa nismo izbrali najbolj tipične družine, ampak smo izbrali vseeno družino, ki je bila že mogoče malo bližji nam, ne, ampak vseeno to je bila družina, kjer so se ukvarjali z ovčerejo in imeli so seveda tudi te pse, ki so za ovce skrbeli oziroma čuvali, ki so bili del družine in potem psi pa pač in pač to, da je bilo v dnevni sobi, da so bile na kavču bolhe, to je pač bila vsakodnevna stvar, ne, za našo prostovoljko pa. In tako najprej je tam vso posodo pomila pa tako, ker doma ni bila pač glih za gospodinjska opravila, tam je vse dala v red, pa se potem pritoževala, kako pa tako ne. Tako da ja, zanimiva izkušnja. In na osnovi
te izkušnje, pa potem še nekih drugih izkušenj, smo potem vseeno videli, da je ta kulturni šok v konkretnem primeru bil prevelik in smo se bolj usmerili na makedonska mesta, ne, tako da zdaj izvajamo v Kavadarcih projekte, ne več na podeželju. Potem zelo luštna izkušnja je bila tudi za enega prostovoljca na Malti, ki je bil tam v enem vzgojnem zavodu za mlade fante, 1 mesec preživel. Finska, ta projekt mislim, da bo meni ostal siguren v srcu do konca življenja. Na Finsko smo poslali pač 2 prostovoljca, ampak ena prostovoljka je bila mlada punca, no, ki je imela multiplo sklerozo. In je bilo v bistvu iz zdravstvenega vidika dosti tvegano, ne, jo poslati. Zdravniki eni so rekli ja, eni so rekli ne, ampak mislim, da je v ključnem trenutku njena zdravnica res začutila, kaj to za njo pomeni, kakšna izkušnja bo to, ker njeno življenje je bilo od bolnic pa do doma, v bistvu praktično ves čas med 4 stenami, ne. Potem ta mesec na Finski je njoj res spremenil življenje. Tako da krasna izkušnja in tudi v bistvu te zdravstvene težave so takrat dosti tako stopile v ozadje, ne. Seveda jih je še imela, ampak v bistvu je bilo bistveno boljše, kot pa doma, ne. Z njo smo se pa začeli tudi pogovarjati, da bi šla še enkrat na EVS, ampak žal pač jo je smrt prehitela, no, to punco, pa ali je bila pa res čudovita izkušnja. No, tukaj so pa prvi prostovoljci, ki smo jih poleg belgijskih mi začeli gostiti, ne, ker nas je bilo zelo strah tega projekta, kar 5 jih bo, pa kaj bomo zdaj z njimi počeli in tako, ne, ampak moram reči, da je bila super izkušnja, ki nam je dala energijo za naslednji projekt, kjer smo gostili že 18 prostovoljcev v 3 skupinah po 6 iz več drugih držav. In sicer mi kot majhna organizacija smo do zdaj projekte izvajali na tak način, ker nimamo še svojega centra, ne. S 1. marcem šele odpiramo mi svoj dnevni center in smo v bistvu gostili, v bistvu smo mi z njimi hodili po različnih institucijah, od vrtcev, šol, potem različnih lokalnih institucij, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi, recimo Društvo Žarek na Jesenicah, pa Dom Matevža Langusa v Radovljici, tako zelo različno. In smo tam izvajali aktivnosti za otroke, tako da so imeli prostovoljci v bistvu tak pester program in možnost so imeli svoje, ne vem, igre, svoje države, kulturo predstaviti in je bilo super, no, so bili zadovoljni. No in potem, ker smo mi pridno gostili, smo seveda tudi mi dobili vedno več možnosti za pošiljati slovenske prostovoljce, smo ustvarjali nekako dobra partnerstva z organizacijami iz tujine in smo vsako leto v bistvu tudi mi potem več slovenskih prostovoljcev poslali. To je še en gostiteljski projekt, kjer smo 23 prostovoljcev gostili spet v skupincah. In v zadnjih 2 letih smo pa v bistvu potem poslali 26 slovenskih prostovoljcev v različne države. In tako, kot sem prej rekla, ker je pa povpraševanja vedno več, smo pa potem v letošnjem letu v oktobru organizirali še eno mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, s tem namenom po eni strani, da izboljšamo pač kvaliteto sodelovanja s tistimi organizacijami, ki že sodelujemo, pa tudi s tem namenom, da v bistvu razširimo našo partnersko mrežo. Tako da imamo zdaj za 2015 zelo velike načrte. Za 16 prostovoljcev imamo že odobrene projekte, bomo pa spet poskusili na naslednjemu prijavnemu roku s temi čisto novimi državami, recimo Rusija, Gruzija, to so mene čisto navdušile tiste organizacije, ki prej še pomislila nisem mogoče na njih, ne, pa tudi cel kup drugih držav in bomo videli, kako se bo iztekalo. Pa še za konec na to, kar sem prej rekla, pa v Poljčah, to je zraven Begunj na Gorenjskem, kjer je nekako naš center, bomo pa mi odprli svoj dnevni center, v katerem se bo marsikaj dogajalo, tako na slovenskem kot na mednarodnem nivoju. Krasno. Ja. Super. Kristjan, če nadaljujemo. Ja, mi pridemo na obisk. Ja, ste povabljeni. Daj. Ja, ne vem, 1. marca lahko pridete na delovni obisk, ker ta hiša, ne, je zelo velika hiša, ampak to zgornje nadstropje podstrešje je podstrešje, ne. In tam moramo mi še pripraviti prostore, zato da bomo imeli poj krasen prostor, kjer se bo dogajalo, tako da vabljeni vsi, ki hočete prijeti k ladu, pa žeblje, pa tako. Kdaj bo pa uradna otvoritev, pa ne vem. Upam, da v 2015, da bomo podelali. No, fajn, ker jaz imam fante, ne, ko pri nas v naših projektih poskušamo čim bolj dejavno vključevati v neko delo, ne. Naj se sliši še
tako mogoče idealno ali pa idealistično, ampak delo je tisto, ki pravzaprav ima svoj namen, ne cilj, da je delo upravljeno, ampak predvsem sodelovanje v procesu dela. Ne. In če v tem procesu dela gre za sodelovanje nekako, bom rekel, različnih faktorjev, ki pa ima vsak svoj enakopraven položaj, bi rekel temu, tako, potem se lahko uresničujejo tisti ideali inkluzije ali pa vključevanje, bom rekel, mladih ali pa tudi odraslih z manj priložnostmi, ne, na način, za katerega mi zagovarjamo ali pa nekako vidimo, da je edini pravi, ne, brez dela, ne, v pasivizacijo, če greš, kako si prej pa ti omenila, ne, zaporo, ne, gnijejo, ne, je pa to zelo težko, ne, uresničevati, ne, in potem v bistvu gre za asocializacijo nečesa, ne, dejansko z namenom, da bi ga resocializiral, ne, in pol dejansko svoj rep loviš, ne, kot najbrž ta ovčar v Makedoniji, ne, če se tako malo povežem, te faktorje z bohami ali pa brez, ne. Tako nekako, ne, si jaz to predstavljam. Tako da, no, zato sem vesel, no, da smo se že mogoče mi malo prej povezali, ravno zaradi tega, ker ste vi res bolj izkušeni na področju IVS-a in nam lahko zelo pomagate, ne, ker mi pa le imamo ranljivo skupino. In to je motnja duševnem razvoju. Motnja duševnem razvoju, ne vem, koliko vi poznate, ampak to je pač en hendikep, ne, en izmed tudi zakonsko naštetih, ki je, če bi zdaj rekel, tako, pravzaprav lahko skoraj vse hendikepe simulirate ali pa celo sami preizkusite. Če hočete biti slepi, slabovidni, lahko vam preveže oči, pa se poskušate en dan tako gibati pa delati. Isto gluhi na glušni, lahko se date muziko in boste videli, kako je komunicirati. Ne. To mi na naših trening kursih, ki ga podpre tudi vaša nacionalna agencija, s pridom izkoriščamo. Ne. In potem se zgodi, da ena oseba, ki 25 let dela v rehabilitacijskem centru z vozičkarja, ne, ugotovi, koliko fajn je, če imaš podloženo blazinco na hrbtu. Ne. Reče, ko bi jaz to vedela. Ne. Pa je fajn oseba, pa zna dobro delati z njimi, ampak ne, lastna izkušnja pa prinese nekaj drugega. Ne. Tako lahko pravzaprav pri vseh teh hendikepih pravzaprav na nek način simuliramo to izkušnjo. Ne. Avtistično izkušnjo ali pa motnjo v duševnem razvoju pa zelo težko. Se vživimo v to vlogo. Ne. Zato je naša vloga Centra Janeza Levca ali pa ta del toliko bolj močen, ker pa mi, ki, bom rekel, delamo z njimi vsakodnevno, pa moramo biti nek most do vključevanja malo naprej. Ne. Ker namreč, ne, najbrž ste že slišali o čustveni inteligenci, pa še o kakih drugih inteligencah. Ne. To ni nujno, da se, če ima motnjo v duševnem razvoju, da nima nekih drugih inteligenc, mogoče bolj ali manj razvita. Ne. In nikoli ne vemo, kako pravzaprav se, bom rekel, te osebe z manj priložnosti ali pa motnjo v duševnem razvoju ali pa avtističnega spektra pravzaprav vse skupaj doživljajo. Pravzaprav se mi moramo zelo veliko učiti od njih non-stop. Ne. In je to v bistvu za naš proces, hkrati pa tudi za vso družbo nazaj. Zakaj je pa to zelo pomembno? Pomembno je pa zato, ker jaz trdim, pa bi rad zdaj od vaš odziv, če mislite, da to drži ali pa ne, jaz pravim eno tezo, sem dal pred nekaj leti, ne, da osebe z motnjo v duševnem razvoju pravzaprav normalizirajo našo družbo, vedno bolj. Dej, kaj sem hotel s tem povedati? Hotel sem povedati s tem mogoče to, samo še kot dodatno razlago, da pravzaprav v tem svetu, pa mogoče je bilo že v preteklosti tako, danes pa se mi zdi še toliko bolj, v tem tempu, modernem svetu z nekimi postmodernističnimi ideali, ne, to hitimo, tako smo zabezecani v svojih mini okvirih, pravzaprav ne vidimo, kaj so naše lastne osnovne potrebe. Z osebo, z motnjo v duševnem razvoju, pa pravzaprav tega ne moramo zgrešiti, ker se vsakodnevno nas opominjajo na to, kaj so res vrednote v tem življenju. Ne govorim samo o nasmehu, iskrenosti, neposrednosti, kar je značilno za naše, pa ne za vse, za našo populacijo, ampak tudi za te osnovne potrebe, kot so prehranjevanje, izločevanje in podobne stvari. Ne se še tako banalno sliši. Tako da
Ne vem, kakšne so vaše izkušnje, delate mogoče kaj v zvezi s tem, ne? Ampak ja, to je naš cilj, ne? Se pravi, ne samo, da mi omogočimo izkušnjo napredovanja in tako naprej, kar bomo kasneje najbolj še več rekli, našim populaciji, bom rekel, z motnjo duševnem razvoju ali pa hendikepiran, ampak predvsem družbi, da dobi tisto nazaj, ne? In ta proces mora biti vedno vzajem. Če ne o teh stvarih, pa o tem napredovanju pravzaprav ne moramo govoriti. Enostransko to pač ne gre. In tudi najbrž nikoli ne bo šlo. In tudi prav je tako. Tako da ja, tudi družba nazaj dobiva, ali pa širše množice, ali pa kdorkoli, ali pa lokalno okolje, ker izvajam vrh, ali kjerkoli, dobiva ogromno nazaj. Tako da gre za obojestranski proces. Jaz sem dala malo tole nazaj, zato ker tukaj na ta srednji sliki lahko vidite dva prostovoljca z motnjo v duševnem razvoju, ko smo jih letos poslali na Slovaško in je bila krasna izkušnja, no. Se mi zdi še posebej za tiste mlade, ki živijo v enem institucionalnem varstvu, da grejo ven iz teh svojih okvirjev med ljudi, normalne, običajne, ne, kakorkoli že, zelo dragoceno, no. Blazno dragoceno. Tudi mi smo jih že gostili dvakrat, isto iz Slovaške. Tako da sta bila vedno po dva z motnjo v duševnem razvoju v skupini 6 prostovoljcev, ne. In moram reči, da nismo imeli nobenih večjih težav. Bila je seveda zraven podporna oseba, zato ker je bila jezikovna ovira, ampak je super potekalo. Jaz bi tukaj samo Boštjana podprla v tem, kar je ravno kar govoril, ker sem pač sama pa tudi ogromno sodelovala na taborih sožitja kot spremljevalka oseb s posebnimi potrebami in sem točno to začutila takrat v tistem enem tednu, ko sem z njimi preživela na morju. To so tako pristni odnosi, to je tako nekaj tazga, ki se mi zdi, da bi vsak izmed nas mogel doživeti, da to začuti. Sem bila pa dosti presenečena, naprimer, nad študentkami defektologije, tega ne bom pozabila, ker se v teh zagotavljanju njim osnovnim potrebam se pač niso znale odzvati, ne. In sem si dostikrat rekla, kaj hudiča, a je zdaj to ta faks, ki jim da to znanje, ali je to enostavno tisti feeling pa empatija človeka do sočloveka, pač da boš to naredil, ne. Pa še Barbaro bi zdaj sam tukaj dopolnila to, kar je rekla, da že, jaz se spomnim, ko smo bili že en teden, naprimer v Piranu, bili so pa iz, ne vem, Radovljice, iz Matevža Landusa, je že ta Radovljica, Piran, ta mobilnost samo v Sloveniji njim toliko ogromno dala, da so nazaj prišli spremenjeni. Zdaj si pa predstavljate to, kar je pa Barbara ravno kar je rekla, da gre pa v tujino, v drugo okolje, kjer je jezik drug, kjer so druge kulturne navade, je pa še toliko močneje okrepljeno, bom rekla, če potrdite, drži, ne. In to so tisti učinki močni programa. Ja. Jaz imam zdaj vprašanje, zdaj mi na misel prišlo, kako otroci komunicirajo v tujini? Pač jezikovna barijera je najbrž, ne? Ker nimajo še tazga znanja jezikov, eni mogoče sploh nimajo. Ja, tega se zelo bojijo, ne, kako bodo, ne. Pa imajo ta občutek, da ne znajo dosti angleščine, nekateri dejansko ne znajo, ne. Ampak potem uporabijo tudi druge kanale, ne, saj vemo, velik del komunikacije je neverbalne, vsaj 3/4 in so roke, noge, Google Translate, vse, ne. Na začetku je zelo velik strah, po 3 dneh to sploh ni več issue. A pa imajo spremljevalcev zraven? V primeru recimo mladih, ki imajo motnjo v duševnem razvoju, pa damo spremljevalce zraven, ja, kar rabijo tudi za te čisto osnovne stvari vsakodnevne, pa tukaj pa res ne, se treba razumeti. Ja. Je, ko ste glih jezik, na primer, omenila, ne, zdaj spet malo z formalnega vidika kot nacionalna agencija, moram povedati, da program nudi učenje jezika, se pravi tudi to, če gre nek prostovoljc mlad, kakršenkoli, pač prostovoljc, zdaj govorimo o mladih z priložnostmi, ima možnost, v bistvu je nujno, da mu organizacija, kamor pride, zagotovi učenje jezika, pač, katerega se govori v državi. Lahko pa tudi angleščine zdaj po novem. Tako da je tudi ta jezikovna podpora zelo močna. Ja, mene pa zanima, kakšna je bila družina teh vaših sodelovanj? Pač, za kako dolgo so šli za prosto delo? V tujino? Mi imamo kratkoročne projekte, to pomeni 14 dni, 1 mesec ali pa 2 meseca.
S tem, da imamo pa potem izkušnjo, da ko enkrat imajo za sabo kratkoročni projekt, jih je pa kar precej, ko se pol zanimajo ali pa dejansko so tudi šli na dolgoročni projekt. Ta izkušnja to pogumi, da si želijo. Na začetku jih je veliko zelo strah in res vzamejo ta časovni minimum, ne, čeprav jih spodbujamo, da grejo za 1 mesec, ker je bistveno drugačna izkušnja kot pa za 14 dni, ampak v redu, ne, če res ne gre, pa ne grejo za 14 dni, glava, da je ta korak, da se odprejo. Jaz mogoče samo, Mogoče samo to, ne, če zdaj tipično nekako ostanemo pri motnji duševnem razvoju, so pravzaprav tukaj nekako razlike po njihovih sposobnosti, ravno tako kot med nami so razlike po sposobnosti, tako da gre to zdaj za zelo različne variacije, kako in kdaj in zakaj in na kakšen način. Ne. V vsakem primeru gre pa za to, kar se zgodi, ne, mislim, da pri vseh ranljivih skupinah do neke mere. Pri motnji duševnem lahko iz prve roke rečem, da se to blazno dobro vidi. Ne. Namreč v okolju, v katerem živijo, jih determinira. Kar pomeni, da živijo v nekem okviru, ki je determiniran. Ta okvir, verjemte, je zelo močan in ga je zelo težko prebiti. V okolju, ki pa ni več tvoje lastno okolje, ne, pa pravzaprav se ta okvir dosti razrahlja. Vse jasno, vsak gre še s tem okvirjem nekje ven v to drugo okolje, ne? Ampak glede na odzive, ki ga to okolje daje, pravzaprav ta etiketa, ki ga ta okvir pravzaprav v lastnem okolju določa, nekako se razblini do neke mere ne obstaja več, ali pa dobi drugačno vlogo, ali pa drugačen okvir. In v tem vmesnem času tega premika se dogajajo tako imenovani čudeži, jaz rečem. Se dogajajo ta lepše, happy stvari, zgodbe, ko on osebno, ta človek z manj priložnostmi, naredi nek mentalni premik, lažje, kot ga bi sicer. Ti pogoji pravzaprav to omogočajo. In jezik kot bariera, da ga ne znaje, lahko celo v teh primerih prednost. Pri naših zlasti to postane prednost. In mi imamo blazne izkušnje, veliko teh, ko predvsem sodelujemo, ko hodimo na te tako imenovane mladinske izmenjave in tako naprej, z rednimi šolami in z rednimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami, kjer pravzaprav ravno za te jezikovne bariere, tako na eni kot tudi na drugi strani, pravzaprav se te etikete zelo izgubljajo in se zaljubljajo in skupaj ustvarjajo in skupaj delajo in imajo skupne sanje in skupne vse stvari, jejo, se prehranjujejo, vse ostalo. Njihov potencial intelektualnih sposobnosti je pa zelo različen. Ampak ravno to je to, kar se zgodi. In potem, ko pride ta otrok, mladostnik, odrasel, nazaj v svoje matično okolje, ni več enak. In naravno zato, ker ni več enak s to izkušnjo, ta svoj referenčni okvir, ki ga je predeterminiral, se malo bolj preoblikuje. Iluzorno bi bilo reči, da zdaj pa, ne vem, se je življenje na glavo postavilo, ne se ni in tudi bi bilo zelo narobe, če bi se, ampak se pa zelo raztegne, ali bom rekel, dobi fleksibilnost. In se mogoče kakšna vrata ali pa kakšna niša odpre, kjer pa ta oseba potem najde svojo pot. To je tisto najpomembnejše, kaj tak programi dajo, ne vem, ali so bili mišljeni, da bi to dajali, ali ne bi to, ne vem točno, to background političen, kar je bilo, ampak to se dejansko na tem praktičnem nivoju zgodi. Boštjane, da je eno tako odlično promocijo mednarodne učne mobilnosti izpostavil. Ampak ja, pač, Lana, vi pa delate prav populacijo, ki zaradi svojega statusa je nemobilna, že v osnovi. In vi skušate dostopati do njih in vnesti neke nove izkušnje. Mogoče lahko opišete v bistvu tudi te izkušnje. Ja, pač mi smo delali v Vzgojnem domu Radeče, kar je v bistvu
de facto zapor. Pač noter so mladostniki, ki so storilci kaznivih dejanj, stari med 16 in 21 let. In pač režimi so sicer drugačni, ne? Nekateri so na odprtem režimu, pa v odprtem režimu, tako da lahko grejo ven iz zavoda, ampak večina jih je pa pač zaprtih za noter v tistem starem gradu in ne morejo ven. Ne? In ne samo, da ne morejo ven, ampak predvsem je to vpliv institucije, ki je pač totalna institucija s svojim zelo strogim režimom, s svojimi odnosi, ki se noter dogajajo med pazniki, med vzgojiteljicami do mladostnikov, urnik, ki je po eni strani izjemno tok, po drugi strani se pa spreminja iz dneva v dan. In ne, mi nismo mogli reči, recimo, v torek, vsak torek ob 6 imamo mi pač čas za ta projekt s mladostniki. Ne? Ampak smo se mogli prilagajati instituciji. Velik problem je bil tudi to v bistvu nezmožnost komunikacije s mladostniki, razen v času vaj. Mi njih nismo mogli poklicati po telefonu, pa se zmed, rajš ne bi v ponedeljek, gremo se reči v torek. Nobenih SMS-ov, nobeni pač nimajo dostopa do interneta. Ne. In v bistvu smo se pač vedno mogli najprej z institucijo zmeniti, kaj bi mi počeli, in potem upati, da so oni nekako to skomunicirali pač mladostnikom. Tako da to so bile res ogromne bariere. Ne. Poleg tega pa tudi to, da niso se oni v bistvu, čeprav so bili pač seveda, so bili zelo veseli, smo mi prišli in so pol tudi izjemno dobro sodelovali, ampak še v prvi fazi smo bili pa mi tisti, ki smo vstopali k njim. Ne, niso oni tisti, ki so rekli, ok, v sredo grem na ta program, ne. Ampak smo mi vedno prihajali tja, v bistvu v njihov dom. In ključna stvar je bila v bistvu in najtežja vzpostavitev zaupanja. Pač začeli smo s tem avgusta, smo prišli tja, smo naredili 2 delavnici, pač športne doživljajske igre, smo videli nek potencial in potem smo septembra začeli s fanti načrtovati projekt in ga januarja, ko smo pač dobili pač razpis, januarja smo ga pa začeli dejansko izvajati, ampak od septembra do januarja se je struktura fantov popolnoma spremenila. Ne. Pač veliko fantov je bilo odpuščenih, veliko je bilo novih, njihova hierarhija je bila čisto drugačna, tako da smo imeli čisto druge fante tam in čisto drugo situacijo. Ne. In smo uporabili v bistvu prve 3 mesece, bi rekla, sploh zato, da so oni nam začeli verjeti, da smo res resni. No. Tako, to je en fant, ki je recimo najbolj špolnako, res fantastično sodeloval in vse, ampak prve 3 mesece pač nas je pa zafrkalo. Čisto pripravljati. In sem ga bolj vprašala, kaj se je spremenilo. Rekel, ja, pa sem začel verjeti, da ste res resni. Da pač ni to zdaj sam nekaj, da vi malo sem hodite, pa vas pol ne bo več, ne, kot se je že prej dogajalo, ampak da mi bomo res pol leta hodili in da vi boste res imeli priložnost res nekaj delati. Ne. Ker mi smo imeli zelo velike aktivnosti, pač imeli smo gledališče, naredili smo 3 gledališke predstave, ena je bila v tehniki gledališča zatiranih, predelovali smo staro pohištvo, ki smo ga pol tudi prodali in polovico tega denarja je šla neposredno tem fantom, ki so delali polovico zavodu. Imeli smo kot glasbeno šolo pač možnost individualnih vaj, harmonike, petja in to je pač tudi bilo, so nastopali s tem. Učili so se cirkuške in akrobatske veščine v sodelovanju z društvom Cirkokrog, grafično delavnico, pa v bistvu glasilo smo izdali, pri čemer je en fant uspel narediti intervjuje s 13 drugimi, torej da je on bil novinar in je naredil anonimne intervjuje. In glavno, te aktivnosti so za Radeče bile bum, pač nikoli se še kaj toliko ni dogajalo v zavodu. In to je bilo v zavodu precej naporno. Ker pač je imel ful dela, ne? Ker prej je bilo pač gnitje v bistvu, ne? Pač tako malo na vrt, pa malo neke delavnice izdelovanja nekih, ne vem česa, nekih kolažov ali kaj pač in to je bilo to, ne? Pa čiki, pa kava, pa ping-pong. Fitness, ja. To, no. In to je bilo, mislim, po eni strani je bilo to fantom in je bilo naporno, ne?
pač ker so bili navajeni predvsej bolj ležernega načina preživljanja časa, ampak jim je bilo pa fajn, ker so imeli priložnost dejansko nekaj početi, kar jim je bilo zanimivo, ne. Ampak ta preskok, ne, da je to sploh možno, da oni res lahko to delajo in da bodo imeli priložnost delati stvari, ki si jih oni res želijo, ne. Da ne bo to zdaj neka predstava, tako kot vzgojiteljice rečejo, da bo, ne. In da bodo imeli možnost v bistvu vaditi toliko časa, da bodo dobri, kar smo mi v bistvu ful spodbujali. Naša glavna stvar je bila vaja, mi smo vadili k zmešanju. To ni bilo tisto, ti to znaš, prav 5 gor na ure pa pokaži. Ne, pač on je vadil 2 meseca. Tako, in to se mi zdi tukaj bistveno, ne, da vsak ne glede na to, koliko je dober, se preseže in postane boljši, ne. In to v bistvu, mislim, da fantje pač v Radečah tega še nikoli v življenju niso doživeli, no. Pač ne v instituciji, ki dela z njimi, ker je v bistvu, čeprav pač institucija je institucija, vsak se trudi po svojih najboljših močeh zaposlenih, ki so tam, ampak jaz osebno vidim največji problem v tem, da se ne zahteva dosti od njih, da je vse po liniji najmanjšega možnega odpora. No, ampak še enkrat se potrjuje to, ne, da delo osmišlja naše življenje, ne, in da če ima to delo tudi končno nek smisel ali pa nek point, ne, in če so okoliščine prave, se pravi, če so okoliščine prave, mislim predvsem na ljudi, ki so okrog, ne stavbo kot tako ali pa rekvizit, s katerim uporabljaš, ne, potem se pravzaprav da marsikaj doseči, ne, tako z ljudmi z značilnim razvojem, bom jaz zdaj rekel, ne, kot bom rekel z ljudmi z manj značilnim razvojem ali pa z marginalnimi skupinami, če hočemo, ali pa celo z manj priložnostmi. Ni važno, kak izraz obravimo, ampak delo je tisto, ki usmišlja, ne, in ta vloga v tem, kaj je pravzaprav dela in kaj je upravljeno in za nek skupni cilj, ne, je pa tisto, kar nam zmanjka, ne, veliko krat, ne. In če smo družba res toliko odprti in inkluzivni, a si to pravzaprav sploh želim, ne. A si ena taka inštitucija ali pa ti penologi, ne, ali koli so že, sploh na nek način to želijo. A pravzaprav oni sami delajo na podoben način, ne. Ali njim tudi to manjka. Ne? In tako naprej. In tukaj se potem začnemo vrteti. Ampak delo je tisto, ko... Našim fantom recimo je tako, najbolj mi je šlo na živce, če so imeli občutek, da se dela nekaj, da jih sam igrica, ne. Tudi ne ogrevalne vaje, recimo na gledaliških vajah, ki njim se preveč je bilo podobno igrici, ne. Oni so vse mogli biti tako resno, da je zares, ne pa ti sam, da se preživi čas, ne. Morali so imeli res videti smisel. Meni je, mislim, 2 tedna nazaj en fant iz Puma tako fajn rekel, jaz bi šel na EVS, ampak pošljite me nekam, kjer bo konkretno delo, jaz ne bom megle prodajal. In to je to, kar je prej Boštjan rekel, je v ozadju tega programa res ta namen, da so te učinki, je ta background, je v bistvu ta policy, ki v bistvu prek teh neformalnih metod, prek te mobilnosti se dosega te učinke, ne. In to, ko sem vas zdaj poslušala, v bistvu, kjer metode se dejansko neformalnega učenja, izobraževanja uporablja najbolj simpel, ne. Najbolj simpel metode od tega, da ste vi razlali pohištvo, do tega, da ste imeli vi tudi, ko ste obnavljali tisti park, varstveno-delovni center, Janeza Levca, mladinska pobuda, da se take simpel metode uporablja, da oni res nekaj naredijo, ker se pri tem dejansko učijo, ne. In je to neformalno, je to tisto, kar program ponuja, plus zamenjajo okolje, ne. Niso v svojem okolju, ampak to, kar se ti zelo predobro po nazoru s tem okvirjem, grejo ven iz tega okvirja in definitivno se noter ne bojo vrnili isti, tako kot vi danes, ko boste šli odkle, se ne boste vrnili isti takšni, kakršni ste pač prišli, ker ste pač nekaj novega se naučili, neko novo izkušnjo imate, ne. Pa še to, da ne pozabim, prej ste videli, Barbara pa Boštjan sta se vmes že imeli, kako bo šli na to njihovo novo hišo. Med coffee breakom sem videla, ker so se spet z Barbaro pogovarjali iz Ekvatorja, kako bi sodelovali. To mreženje je ful pomembno in tega v Sloveniji dejansko ni. Vse počasi vzpostavlja, ampak sploh, če ste iz institucij, kot je na primer Boštjan,
javna institucija, Janez Levc, predvidevam, da ste tudi kadrovsko, ne bom rekla zdaj vi konkretno, vaša institucija podhranjena, ampak take institucije so kadrovsko podhranjene, dostkrat nam jamrajo, da je to problem, da ne morajo se ići nekega dodatnega projekta mednarodnega. Je rešitev, da sodelujete z mladinsko organizacijo, z mladinskim centrom iz lokalnega okolja, ki ima prostovoljce, ki ima znanje, ki ima kapacitete in lahko skupaj res ustvarjate zelo dobre projekte. Dostkrat na mladinski centri rečejo, mi bi ful pelali mlade z manj priložnostmi na neko izmenjavo, kje pa so, kdo pa so to, ne? Nam že ne bojo na vrata potrgali, se pravi, tista skrita mladina, če že niso vključeni, naprimer, tako kot vam, ali pa vi, ko ste pa šli k njim v zapor, ne? Mogoče, Barbara, vi imate dober primer tega sodelovanja, če to ponazorite. Kako sploh ne pridobite, stopite v stik z vašimi mladimi? Ja, jaz sem imela pač to prednost, ker sem bila dolg časa zaposlena na področju socialnega varstva in imam pač kontakte po celi Gorenjski, no pa tudi še malo izven Gorenjske in sem malo predstavila oziroma pol so slišali neposredno in so me začeli kontaktirati, ker mi do zdaj reklame zase res nismo delali, ker bi bilo preveč vsega, ne. Tako da niti spletne strani še nimamo take, ki bi mogla biti šele v nastajanju, smo res od ust do ust. Drugače pa se mi zdi, da je fajn nekako najprej, da sam začutiš, ne samo da veš tako racionalno, zakaj bi bilo to dobro, ampak da res začutiš, ja, to je res dobro. In potem s tem, da greš do direktorja. In moraš pač toliko izžarevati, da še on začuti in da podpre, ne. Ena pomembna stvar, ki se mi zdi v teh institucijah, v javnih, ki dejansko so, tako kot si rekla, kadrovsko podhranjene, je pa to, da je treba izkoristiti potencial mladih, od študentov, ki so na praksi, do mladih, ki so na pripravništvu, prostovoljcev, ker res mislim, to so mladi danes imajo toliko idej in če jaz primerjam z mojo generacijo v njihovi starosti, mislim, toliko so napredni, no, toliko so ozaveščeni od ekološko do družbene problematike in res je tukaj en ogromen potencial. A lahko jaz nekaj vprašam? Se ni nič posebnega, ampak zanima me, opazila sem, da gostite skupine prostovoljcev. Zakaj skupina, zakaj ne posameznik? Ja, v bistvu zdaj, tako kot sem prej rekla, ker nismo imeli nekega svojega centra, v bistvu stalnega. Ne? In ker je čisto drugače, če imaš ti neko dnevno bazo, kjer so ljudje, kjer se izvajajo aktivnosti, kot pa če v bistvu tega nimaš. Ne? In smo potem mogli gostovati po teh institucijah. In je bilo to, po eni strani je bil to čisto praktičen razlog, po drugi strani smo pa ugotovili, pa ne samo mi, ampak tudi naši partnerji, koliko je to še bogatejša izkušnja. Ker nikoli jih nimamo mi 6 iz iste države, ponavadi imamo iz 3 različnih držav, če jih gostimo 6. Ne? In v bistvu ta dinamika med njimi je čisto drugačna, je res bogatejši projekt. Tudi posameznik je boljš, kot če en sam pride, pa je malo zgubljen. Saj ima še vedno podporo pač tistega lokalnega okolja, ampak če jih je več iz različnih držav, se povežajo, tako. Je pač bogatejša izkušnja. Ja, potem pa zakaj pa 2 iz iste države, ne? Pri teh mladih je zelo velik strah nekam iti pri večini, ne? In je me tukaj lažje iti, če greš še dan zraven, pa tudi če je mogoče, če si isto zgubljen, ko so pa oni sami, ampak pač eden je fizično zraven in je tukaj lažje narediti ta prvi korak. Ja. To plus jaz bi še rekla, da je, ker smo sami tudi na društvu Mozaik gostili prostovoljce, lažje za obe strani, tudi lažje za organizacijo. Pa ne zaradi tega, da se vtepaš dela, ampak oni se pobondajo, so nekaj in ti kot organizacija pa nimaš tega občutka, da moraš v vsakem trenutku skrbeti zanjega, ker so močnejši, ne, in se pol povežejo in marsikdo reče, joj, preveč dela, kako bomo gostili 3 prostovoljce. Če imate vsebino, če imate projekte, če se povezujete z lokalnim okoljem, je to zelo enostavno. Bi jaz rekla, oziroma je lažje jih imeti več, kot kar imamo. Zato sem vprašala, ker mi smo imeli pač, do zdaj smo večinoma gostili, zdaj da sicer zadnja leta nič nismo bili aktivni, ampak mi smo pa enkrat enega prostovoljca, a ne iz tujine. In pač z mojega vidika se mi zdi lažje imeti več prostovoljcev naenkrat, kot enega samega, ker se tudi aktivnosti se veliko lažje razvijajo, zaradi tega, ker pač, kot je bilo rečeno, se oni povežajo, so veliko bolj močni, pač brainstorming več idej, tako da zato sem vprašala, no, ker se mi zdi, da je to fajn izpostaviti. Jaz bi pa tla še nekaj izpostavljala. Sicer
To sem pač pri naših fantih opazila, mi smo v bistvu pol leta porabili, sploh da smo vzpostavili odnose. In zdi se mi, ne vem, če bi mi prišli tja in rekli, ok, mi bi pa zdaj nekaj delali, ker bi vi šli za 14 dni nekam na izmenjavo, mislim, prvi zavod ne bi sprejel, ne? Ker nam ne bi nam zaupali, pa tudi fantje ne bi. Ne? Ker se mi zdi, da, ne vem, če si, ne vem, a to nasplošno, to bi se vprašanje zelo, ampak če si mlad z manj priložnostmi, se mi zdi, da si navajen na to, da nimaš priložnosti in ne prepoznaš tudi, kaj so. Pač ne verjameš, da so. No. In da v bistvu organizacije, ki pač delamo na tem področju, porabimo bistveno več časa, da mi sploh prepričamo te mlade, lej to vse da, kakor pa neke mlade, ki so itak navajeni hoditi pač na razne tečaje, se vključevati itd. In da je to ful treba upoštevati, da na predmotni duševnem razvoju, na ta rigidnost, bi temu rekel, ne, zgleda tako, ne, da smo bili hotelo z blaznim ruskim zajtrkom, ne, ma ni da ni, ne, od kaviarja do navadnih posebnih klobas, ne, in naš vzame sir pa kruh, ker tako je on vsak dan. In ni šans, da kaj drugega. In za kosilo makarone, ne, ker to je tako najboljša hrana, ne glede na to, da se mi zašibi, ne. In jasno, potem je to spet ta človeški faktor, ki se mi zgodi, ne, da jaz po 2 dneh rečem, kot njihov vzgojitelj, učitelj ali karkoli že, mentor, ne, zdaj pa tak, ne, lahko ješ svoje posebne klobase, ni problema, ampak prej bo še eno drugo jed poskusil iz te zmize, ne. A res moram, ne, in tako naprej. Ja, če ne pa nič posebnih klobas, ne. O redu, ne, da sploh naukušajo nekaj drugega, ne. In to velja za vse nas, to ni samo, tam pri motnjem duševnem razvoju se mogoče malo samo transparentno bolj ali pa hitreje vidi. Drugače pa ta rigidnost marginalnih skupin je jako zakoreninjena in rabi nek drug sistem. Zdaj jaz rečem, toliko slabega ali pa bom rekel toliko rigidnega, ko se mi je v življenju zgodilo, a ne, recimo taka časovnica, potem rabi skoraj enako časovnico, da se mu nekaj dobrega pozitivnega zdi, da se lahko potem to izravna. Ne? Saj poznamo te koncepte kritičnih mas in podobnih stvari. Čeprav ni čistemo res tako. Ne? Smo recimo imeli enega mladostnika, ki je bil, to se je težko predstavljati, ampak ne ješč. On sploh ni bil navajen obroka ali pa jest. On je tako malo požnil do nekaj, pa po drugega, ali pa najraje pa kak čips ali pa smoki ali pa to. In on je živel v zavodu, ker ima zajtrk, malico, kosilo, malico, večerja. Ampak on pa ni znal se prehranjevati. Se predstavljate, koliko je to. Elementarno pa hkrati je bil izziv letni, ki ga niso v zavodu premogli, da bi ga navadili. Ne glede na to, on to imel vedno na razpolago. In ko smo šli tudi na sladoled, na Prešerna iz svojega lastnega žepa plačali, sladoled celi skupini, on 2-krat polizal, pak je že bil sladoled v Ljubljanici, ne. In moja sozgojiteljica se je jezila, nikoli več ti ne kupim sladoleda, ne. Razumeš, ne. In jasno, jaz ne poskušam dopovedati, da ne, zdaj bomo ravno škodili na sladolede vsak dan in probala bomo, da bo vsak dan ga več probal polizati, ali pa če ne druga, da ga bo znal vsaj iz tega nekaj stržiti, ne, da bo rekel unmu, ko pa ima rad, pa bi 3 pojedel, ne, da bo dal, ker bo mogoče potem mu nekaj druga dobo, da mu avtomobilček posodil, zato ker se ta potem igra. V glavnem, ne, da ga učimo nekih socialnih veščin iz tega, pravzaprav iz hendikepa lahko rata velikokrat tudi prednost, ne, če znamo pravzaprav, ker hkrati pa tudi moramo navaditi neke stvari. Ne moramo od otroka, ki nikoli v življenju od najzgodnejših mladosti ni imel obrokov, hrane in je bil tako ne ješč, mi projecirati svoje okvirje noter, kako je on nesramno oziroma do hrane oziroma nima pravega odnosa in tako naprej. In to mi, večinska populacija, velikokrat za marginalne skupine te nalepke, te etikete da, oziroma projeciramo tisto, kar imamo mi, ne, dejansko pa ne vemo, z kjere globine izhaja. Pa koliko moramo vložiti, ne, v to, da lahko naredimo neki krog, da oni lahko pravzaprav zauživa ta moja, ne, ko jedo samo posebne klobase, tudi mogoče v marmeladi pa maslo. Pa je banalna stvar, ampak taki projekti, ko gre ven, je ravno ta mogoče, ker v inštituciji tega nismo mogli narediti. Jaz ga ne morem vsak dan stati za njim, pa gledati, on je res sam posebne klobase vedel, ker ima pač to najrajše. In to je banalno, ampak na vseh področjih se to zgodi. Ne. Še nekaj druga bi rad povedal. Ne. Projekti niso namenjeni samo tem, mislim, so namenjeni pravzaprav, ampak še en vidik je, ne, tem mikropremikom osebnostnim, ki se zgodijo. Ne, recimo, moj prvi projekt v zvezi z nacionalno agencijo bil že leta 2002, 2003, še sploh nisem delal v Centru Janeza Levca.
in smo imeli mladinsko pobudo v Radljah ob Dravi. Ne vem, če to poznate, moj domač kraj, ne, to je tako slepo črevo, bilo kakor greš, ali greš z mariborske strani, je slepo črevo, ali greš z koroške strani, je spet tja, mislim, na velenjsko stran. Geografsko bi lahko rekel, so tam mladi z manj priložnostmi vsekakor hendikepirani, ne. Mislim, in nasploh mladi, ne. In mladinska pobuda je takrat dala pravzaprav tisto podlago, platformo, spodbudo, povezala mlade, da so ustanovili še ta isti čas, ko je eno leto bil projekt Mladinski center. Ne. Kot povoj, kot prva taka pobuda, po, ne vem, iz jugoslovanskih časov so nekje imeli neke ideje o nekem mladinskem centru, potem pa pravzaprav do leta 2002-2003 ni bilo nič. Ne. Potem mi smo imeli eno drugo pobudo v zavodu, ne. Recimo, zakaj pa ne bi, meni je bilo hecno, ne, ko smo prišli v zavod, ker so vse slika ali pa fotografirali ali pa kamere, pa vse dogodke, ko smo imeli, so delali učitelji, ne, in to še ponovadi dva, ne, da en fotografiral, en to delo, prvič je bilo zasedeno, drugič dragoceno je bilo, takrat se je ravno začela tehnologija digitalna, ne, filmi, ne, bog ne dej, to je film Draka, veš, inštitucije Špara in tako naprej. Niso dali za Boga svetega, ne kakemu mladostniku, ne kamere, ne fotoaparata. Ne. In ravno skozi mladinsko pobudo smo naredili, da bojo fotografirali, da bo fotografska razstava na koncu, da bojo snemali, da bojo filmček poskušali narediti. Ne. In dejansko od takrat naprej, ne, v centru Jana Zalevca pač učitelj ne prime več kamer in fotoaparata več v roke. Se pravi, učinek ni bil samo tisto leto, ko se je pač projekt izvajal, ampak se je potem nekako, mentalni premik zgodil pri celem okolju. Dobro, to je omogočila tudi digitalna tehnika, jasno. To je bila platforma vsega tega, ampak dejansko to je to. Danes sploh ni več to vprašanje. Ne. Se pravi, se zgodijo tudi neki premiki v lokalni skupnosti, v lokalnem okolju, ali pa neke druge stvari, neki okviri se premaknejo, ali pa ne vem, recimo primer projektu, mi smo izvajali trening kursa, recimo, ne, za strokovnjake, ne, mislim, na področju marginalnih skupin. Bom tako rekel, ne, anekdotično. En teden smo delali res intenzivno na tem, ne. Obdelali vse možne aspekte, imeli lokalno zgodbo vaškega posebneža, Pupa Ludl, ma ni da ni, res, strokovnjaki, doktorja iz pedagogike, inkluzije, ne vem, v vseh aspekte smo porabili, imeli res žive, interaktivne metode. Nakar smo imeli zadnji dan farewell party, ne, poznate to zgodbo? Ja, jaz sem bila, imamo v bistvu to zgodbo, ne, in kaj se zgodi, ne, v tem lokalnem, spet to moje ljubo Radlje ob Dravi, ne, pride en vaški posebnež iz današnjega časa, spontano se priključiti tej zabavi, ne. Je malo majhne rasti, je rekel pritlikal in jasno nažgan, ne, ker pač alkohol je tudi njegov del življenja. Kako mislite, da so se ti strokovnjaki, ki se ukvarjajo z marginalnimi skupinami in ki so vse to delali, na kak način mislite, da so se odzvali? Ne, to je ne, vsi, tretjina mogoče. Ne, to je zasebna zabava. Sem rekel, počakajte, on je tu doma. On je, v bistvu ste vi njihov gost, ne on vaš, ne. Kako to misliš? A ni to? On ni del projekta. Jaz pravim, ne, to je Pupa Ludl, a veš, tista zgodba, ko smo skos obdali, to on, samo zdaj. Ne? Hočem povedati, to je bila na koncu pravzaprav tista boleča zgodba. Rekel, seminarja brez njegove vloge, čeprav je bila spontana, ne bi bilo pravega. Trening kurs ne bi bil pravi, ker so vsi s tako kepo šli domov, da ni za reč. Ne? Prvič z ogromnega znanja, pa nekega navideza, na drugi strani pa se jim je to zgodilo. In če dela s tem, bom rekel, iskrenostjo, srcem, pa s tem energijo, se ti zmeraj poklopijo te super stvari. Ta učna izkušnja pride. Samo ne veš, ker ga vogala jo pričakaš. Ne? Resnično, ne? Ampak se zgodi. In se zgodi in se je njim zgodilo. In s to varianto so šli domov. In da ne rečem, kaj so še potem pisali in kaj so še pravzaprav spoznavali in kaj se še pravzaprav se je zgodilo. In ti preklopi se zmeraj dogajajo. Ne?
Vedno znova. Ne. Roberta se vedno spomni tega našega fanta iz Malte, ki nikoli ni spregovoril do 20. leta. Ne. Potem pa, ker nikoli ni spregovoril, pa vedno imel osebnega spremljevalca, pa vse sta se ona dva nekako pol probala skomunicirati. Ne. Je pa bil vključen v gledališko predstavo, ki je bil del projekta in 5. dan sredi noči začel kričati I'm a tree, I'm a tree. Zato, ker je bil predstavi drevo. Ne. Vsega drugače ga nismo znali, a ne, niti vključiti na način, ne. Ampak, ne, povej, tem njihovim vzgojiteljem so solze sreče tekle še njoši in so komaj čakali, da pride domov, pa da staršem njegovim referenčnemu okvirju, determiniranemu, povejo, kaj se pravzaprav tukaj zgodilo. Jaz sem na takrat na nadzornem obisku te izmenjave, in to je bilo leta 2008, da sem jaz glih dobro začela delati in mi je to tako v spominu ostalo na Kongresnem trgu, festival Igraj se z mano, bila je mladinska izmenjava. Ta gospod je bil starejši mladinski voditelj, ne? Ja. Je prišel do mene in me ustavil in je rekel, da mi mora povedati, da mora to deliti z mano in je imel solzne učinke. Je bil res tak močen trenutek, da vidiš, da to, kaj je prej Boštjan rekel, te mikroučinki, pa mogoče so te kapljice, ampak take spremembe delajo, da... In se zgodijo, ne? Tako. In se zgodijo, če je le ta pristop pravi. Hočem povedati samo to, ne, ampak recimo, ne, imam jaz 3 načela, ki jih imamo mi pri likovnih razstavah delamo, ne, da otroci sami postavljajo razstavo, da se sami odločajo, kako in ne gledano, kak risba stoji in tako naprej, ne, stojim, to imam že 9 let tako, ne, stojim pa se pogovarjam tako kot zdaj s tabo, ne, pa nekaj debatiramo, pa pride en odrasel z motno duševnom razvoju, reče, kam lahko dam to risbo, ne, pa se vračam tu na steno, ne, ok, v redu. Pa to spet, a sem jo prav dal, ne, malo je še poprav, ne, ok, on malo popravi, jaz se spet pogovarjam naprej, pa spet on, ne, hočem povedati, v 10 sekundah sem 3-krat zatajil lastna načela, ne, zato, ker sem bil sredotočen na čist nekaj 5. Ta človeka, ne, odrasel z motno duševno razvoju, nič druga ni hotel z mano, kot spostaviti stik, njemu je tudi se šmerkla, z isto risbo, bo tako znala, ali ne, ampak ni mogel do med, ne, in nismo komunicirala. In to je ta problem, ne, se v bistvu pravzaprav imamo neke zidove, neke stvari, ne, pred marginalnimi skupinami, bilo katera je, ne, in pravzaprav furamo svoj jezik, bom rekel, ali pa svojo komunikacijo in tako naprej, ni prišel. Pa sem jaz postavil, jaz sem koncept nekako poskušal razvijati, ne, in tako naprej, pa sem se v isto lastno zanko. In to se bo vam dogajalo celo življenje in se bo tudi meni dogajalo, ne. Poanta je, da ne iščemo krivde, ali pa probamo to hitro pomesti pod preprogo, ampak da pravzaprav to podoživljamo, pa se malo nasmehnemo, samo zavračamo madonce. Vse je res, spet smo se ujeli, pa vedno znova probamo se odojeti in iti spet naprej v te okvire tega vključevanja. Nazaj boste pa dobili, tisti, ki se boste šli v to, pa se boste ukvarjali z marnim svojim, verjemte, mnogo več, kot ste dali. To je edina populacija, s katerim boste dobili več nazaj, kot ste vlagali. Jasno, predpostavki o dobrih namenih, iskrenosti in tako naprej. To pa definitivno, ne na bančnem oknencu, ne v business worldu, ne nekjerkoli druge ne boste dobili tega na tak način, kot pa tukaj. To pa vam garantiram. Pa še te presežne vrednosti se vam bodo dogajale non-stop, ne. V teh projektih, IVS projekt enako, ne, recimo, IVS projekt, pred nas je skoraj pol IVS-ovcev ostalo v Sloveniji, ki so delali z nami, ne. Pa spet, recimo, ena izmed njih je zdravnica po poklicu, je zdaj tukaj končala specializacijo in kaj je njen cilj? Je zdaj že dela specializacijo iz pediatrije. Njen cilj je, da bo specializirala se predvsem, kar se tiče otrok motenj v razvoju. In to smo skupaj naredili. Jaz vem, da bomo 5, 10, 20 let imeli na medicinski stroki, ne iz pedagoške, na drugi strani medicinski stroki nekega sogovornika, s katerim bomo lahko pravzaprav delali dobro otrok. Pri diagnosticiranju, pri suportiranju, pri vseh teh možnih vidikih. Ne? In to se nam vrača. Ne? Pa en banalen IVS projekt, kjer je ona bila pol leta samo pri nas. Ne? Ona z Makedonije. Z Makedonije. Ostala tu, naredila, ne vem, od jezika, diferencialnih izpitov, prakso, brezplačno tu, je pa res, ne, da smo tudi mi po IVS-u njo še vedno suportirali. Ker pač smo močna velika organizacija, lahko določene stvari vključujemo, je res, ne, ampak to je vse naložba, začelo se je pa z IVS-om, ne, in s to idejo pa s tem, ne, in dejansko, ne, že danes,
ko že dela specializacijo, ne sicer v drugem kraju, ne, v Novem mestu, že črpamo določene stvari že nazaj. Pa je IVS. Ne. Mi smo bili gostujoča organizacija. Ne. Ampak ona je tukaj seznana se z našo populacijo, uvidela je, zanimanje je dobila in predvsem dobila zagon in predvsem jasno vizijo, kaj hoče s tem. Mi pa tudi, kaj pravzaprav bomo imeli od njega. Zato, ker smo zmeraj imeli težave, a ne, to sta tako bi rekel dva svetova, medicinski pa pedagoški svet sta kot dva planeta, ne narazen. Že diskurs je vsem različen. Da ne govorimo o predalčkih pristojnostih in tako naprej. Ja, jaz mislim, da gre vedno za ta daj-dan princip pri teh projektih. Ne. Nekaj vložite v neko mlado osebo, ki nekam gre, pač vi se pri tem učite, ne, pride nazaj, veliko lažje je z njo delati, ne, ker dejansko je se opolnomočila karkoli in bi to mogoče malo izpostavila, kar je Lana prej rekla, ne, kar tako prideti pa reči, no zdaj okej, ti si mlad z manj priložnostmi, radi bi te poslali nekam na IVS, to ni tako simpel, ne. Vi morate s to osebo delati, morate jo pripraviti na to, da gre v tujino. Odnos, zaupanja. Tukaj je veliko tega osebnega dela na osebni ravni, bi jaz rekla. In tudi potem, ko je v tujini, ste z njo nenehno v stikih, če ne greste tja kot spremljevalec, na primer, v tem primeru. Ne? Ja. Pa še to mogoče, Boštjan, ki si omenil, ne? V bistvu ste vsi trije to poudarili, vložiš, ne? Dejansko na mikroraven, v osebo, v mladega z manj priložnostmi je zelo močen efekt v družbi tudi, ne? In se družba senzibilizira s temi projekti. Tukaj moram poudariti, ne gre samo za projekte mladih z manj priložnostmi, da vi vključujete mladih z manj priložnostmi. Gre tudi za to, da vi kot organizacija, institucije lahko delate za družbeno korist, za to, da se družba senzibilizira, da začne drugačnost, raznolikost sprejemati. Ker če sprejema raznolikost, če se odpira, se bodo tudi oni lažje vključevali, a drži. Pa ne samo sprejemati, ampak videti tudi prednosti leteh, ne? Seveda. Čist tako. Super, da sploh sprejema prednosti, tako. Pa itak bo vidno, Ja. če jih bo hotla. Oziroma, tako postaviti stvari, da to tudi vidi, ne. Je začaren krog in je vključevanje tako lažje, ne. In smo vsi veliko dobrega naredili. Tle mogoče lahko tudi, Robert, izpostaviš na naš projekt Roma Inclusion. Aha, ja, mi smo kot nacionalna agencija v letu 2010 intenzivno začeli delati na vključevanju Romov v program Mladi v akciji. Moram reči, da smo bili zelo uspešni, ker so se romske organizacije oziroma Romi kot neformalne skupine začeli pojavljati v program, tako da so sami napisali prijavnico. To so bile zelo osnovne prijave. Veliko suporta smo jim nudili tudi med projektom, ob pisanju zaključnih poročil, ker dejansko kako evalvirati projekt, mogli so to narediti, mogli so to napisati. Moram reči, da je bilo kar nekaj takih projektov in nas danes kličejo, zahvaljujejo se, zdaj bi pa radi še nek mednarodni push, radi bi pač naprej sodelovali. Ne. In tudi Šarenko smo pozabili omeniti. Ja, žal je zbolela, drugače imeli dejansko predstavnico, konkreten rezultat, ne, kaj se da narediti z dobrim projektom, kak je v bistvu njo ta izkušnja. Začela je v DZMP-ju, ukvarjala se s snemanjem filmov in potem dejansko ustanovila svojo romsko društvo, ustanovila celo romski muzej, kandidirala za romsko svetnico in res ta izkušnja je gotovo dodala neko samozavest. Ja, zbolela je, pa je žal danes ni, jaz sem jo včeraj pa odklicala, pa sem pač sam hotela par stvari, kaj bi pač želela Šarenka sporočiti, glede na to, da te ne bo. In je pač rekla, da dejansko 6-7 let nazaj, preden se je začela vključevati v projekte Društva zaveznikov mehkega pristanka, da je delala kot perica na neki osnovni šoli v Krškem in potem je začela z njimi sodelovati in rekla, da se je odprl svet. To so bili zelo simpel projekti, snemala je filme, jaz se še spomnim takrat v letu 2011, ko smo pač delali s Hrvaško nacionalno agencijo na strategiji vključevanja Romov, je prišla tja predstaviti nek svoj projekt in če jo primerjam, se pravi, to je 3 leta nazaj, dobra, danes pa takrat, da je danes kandidirala za romsko svetnico, da je takrat zelo s težavo, smo sploh prepričali, da pride, da spregovori par besed, je bil res zelo močen efekt. Plus Jaka Mojca omenjena društvo je ustanovila, zdaj dela kot pomočnica vzgojiteljice v romskem vrtcu v Krškem, tako da, ko imaš take konkretne primere, pa ko nam kdaj telefoni na nacionalni agenciji zazvonijo in pač se mogoče tudi ne mlad z manj priložnostmi zahvali, da je dobil službo, zato ker je bil nekje na IVS-u,
res začutiš, da je program tisto, ki omogoča, da ni to samo neka teorija, ne, vključevanja, dajmo se vključiti, dajmo izkoristiti ta sredstva, kot vidite, pač so to sredstva, s katerimi pač lahko res nekaj počnemo. Stvariš neke premike, ne, konkretno telo širši družbi. Počasi, ampak se da. Pa mogoče zgolj zdaj... Mogoče film lahko omeniš zdaj? Ja, zdaj imamo še par zaključnih besed, potem nas pa čaka odmor in v tem odmoru bomo v bistvu zavrteli film, ki ga je v bistvu dejansko posnela Šarenka Hudorovec. Sama je bila producentka. Tema je v bistvu mladinske pobude, to je v bistvu aktivnost, ki se je s preteklim programom zaključila, ampak še vedno kot pobuda lahko projekti mladih sodelujete na mednarodnem nivoju, če se skupina mladih torej poveže z neko drugo skupino mladih. In to so res krasne, da je marsikaj so spremenili na lokalnem nivoju, pa tudi na nacionalnem. Dejansko so mladi iz svojih lastnih potreb kovali neke dolgoročne aktivnosti. No in ta filmček je v bistvu odlično dokumentiral nekaj takih projektov. Lahko, če da želite, mogoče tudi, da boste sicer, kot je Mojca rekla, gre za neko akcijo mladinskih pobud, ki so se na nacionalnem nivoju izvajale, ki jih pač več v novem programu ni, ker mora biti pač neka mednarodna dimenzija obvezna zraven. Je pa dobra motivacija, da v zavodu pokažete, da so res efekti, ker noter boste videli punce, ki so bile na IVS-u, so prišle z IVS-a nazaj, so dobile službo, videli boste res ideje mladih ljudi, ki so nekaj spreminjali ali na lokalnem nivoju, ali na mikroravni. Tako da bi bilo fajn, da si ga ogledate, če bo pa kdo želel filmček dobiti, ga pa lahko dobi potem naknadno pri nas na zavodu. Ali pa pošljemo kot link, ker itak vam obljubljamo nek infopack, kjer boste dobili poleg prezentacije še nekaj gradiv za prihodnje branje. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, vabljeni, da razmislite, vprašate. Drugače pa zgolj bi izkoristila vaše bogate izkušnje. Pa mogoče se lahko navežete, kaj bi recimo kolegom občinstvom, ki mogoče oklevajo, a se vse skupaj splača. Verjetno je marsikdaj težko sklevati svoje vsakodnevne obveznosti z dodatnim projektnim delom, mogoče včasih celo z dodatnim motiviranjem mladih, ker vemo, to si tudi Boštjan dobro omenil, pa tudi si Barbara, da je včasih težko jih dodatno spodbuditi, da iti nekam, ni tak bav, da bo izkušnja pozitivna. Kaj bi mogoče sporočili kot spodbudo za konec? Se splača, mislim, slišali smo precej takih lepih utrinkov, ki ste jih delili z nami, da se dejansko dogajajo premiki, tako na osebni ravni, pri vseh teh udeležencih, kot mogoče pri vas, v organizaciji, raste organizacija s temi projekti, pa ne nazadnje tudi neko širše lokalno okolje, se mogoče drugače potem sooča z drugačnostjo. Ja, se splača. Se več kot splača, ker res to nas bogati vse, od tistih mladih, ki grejo, do tistih, ki se pač na tak ali drugačen način s tem ukvarjamo in lokalno okolje in vse. Mislim pa, da je pomembno, da če delamo pač z mladimi z manj priložnostmi, da si ne smemo dati nekega cilja, takega zelo konkretnega in potem imeti samo to, ta občutek, zdaj pa če ga ne bomo dosegali, pa ne bomo uspešni, ker v bistvu cel proces je že namen, ki ima zelo velike rezultate in v bistvu to, kar si ti prej tako lepo razložil, ta referenčni okvir, ta izkušnja, ki jo dobijo, ki pridejo v eno okolje, kjer lahko samo so. Recimo, če govorim za mlade, ki so zelo obremenjeni z neko družinsko situacijo, seveda nesejo sabo, če ne drugače v svojem nezavednem, ampak vse, če se recimo prej pripravi starše ali pa druge osebe, ki so jim pomembni, na to, da jim sporočijo na tak ali pa drugačen način, ja, okej je, da greš, in pustijo vso to težo doma in oni tistih 14 dni ali pa mesec samo so in so spet mladi in v bistvu so v okolju, kjer ni predsodkov, kjer ni nekega načina gledanja na njih, kjer ni učinka pričakovanja in to je nekaj, ki jih spremeni zavedno.
Mogoče en primer, no, ki se mi zdi, se malo na to navezuje. Mi smo gostili enega prostovoljca, pa nismo vedeli. To je bilo zelo modro, da nam pošiljajoča organizacija ni povedala, da ima on neko kronično kožno bolezen, ki je pač včasih bila tako v taki hudi fazi, da ni šel med ljudi, ne, zato ker ga je bilo sram. Tukaj v Sloveniji nič ni bilo, ne. Super se je imel, super je funkcioniral in potem sem jaz še naknadno je vprašala, v redu, bil je pač school dropout, ne, kaj je on, kaj je sploh njegov problem, ne. In mi je takrat šele povedala po projektu, ne, ker drugače bi spet mi vstopili z našimi pričakovanji, pa bi bili malo krču, kaj pa če zdaj bo, kaj pa bo, ne, to je tisto. Ja, prilimaš nova etiketo izkušnja. na osebo Ja, te in da etikete so tako zapečatiš. močne, da si ne predstavljam. Ne. Kaj bom kot bi Boštjan, kaj bi priporočili? Verjetno včasih v okviru kakšnih okostrnelih javnih zavodov težko prodreti z eno tako idejo, dajmo organizirati neko mladinsko izmenjavo, kdo bo delal na tem. Ja. Mislim, a ste že slišali za šolo, ki bi imela projektni oddelek? No, pol vam to najbrž dosti pove, ne. Sigurno je bil pa veter, hrbet ali pa, bom rekel, zelo, ali pa tisti humus, na katerem je lahko zrastel nek projektni oddelek. Nekaj morate vedeti, da naš projektni oddelek Centra Janeza Zaljevca ne dela samo za nas. V bistvu delamo tudi za druge osnovne šole s prilagajanjem programom, če želijo ali pa če imajo, ne, smo že pošili. Smo nek connect do teh stvari, ampak bom rekel humus, da je to zraslo, to, kar je zraslo, je bil dejansko, je bil ta support strani nacionalne agencije, ampak kaj je tu pomembno, ne? Kar se mi zdi še posebej dobro izpostaviti, je to, ne, da je to, da ste vi agencija, ki podpira tako imenovano neformalno izobraževanje. Ne? Mi pa smo taka tipično formalna izobraževalna institucija. Ne? Ravno zato, ne, ker neformalne oblike, metode in pristopi so, verjemte, uspešnejši, ne, če jih sploh lahko na tak način delimo, boljši in so bila to ravno vrata k temu, da smo v togi organizacije pravzaprav nek nivo dela lahko odvignali. Ne. Seveda tega ne bo zdaj nihče kar tako priznal, ne, ampak če bi šli empirično gledati, s katerimi metodami, koncepti, pa na kak način